Pozdravljeni v oddaji Ambienti. V tokratni oddaji vam bomo pokazali prenovljeno stanovanje ob Tromostovju v Ljubljani, leseno hišo, svojo lastno sončno elektrarno in mansardno stanovanje v starem delu Novega mesta. Na enem od gričev v Slovenskih Goricah je lastnik na strehi zgradil lastno sončno elektrarno in postal energetsko samooskrben. Idilično hišo obdajajo še pašnik, hlev in naravni plavalni ribnik. Na enem izmed gričev v Slovenskih Goricah stoji lesena hiša, ki svoj navdih jemlje iz pokrajine in iz življenja domačinov. Sodobni pridih pa ji dajo velika okna in številni zanimivi detajli. Gospod Kager, ste na tej idilični točki, kjer danes stoji vaša hiša, živeli mogoče že prej kot otrok ali ste zemljišče kupili? Ne, mi izhajamo iz Maribora. Tu je stala ena hiša, tipična hiša iz konca 50-ih let. En mali ostanek tistega originala je ostala tista preša, ki imamo danes letno kuhno. Leta 2000 sta zakonca Kager kupila parcelo v mirnem zelenem okolju med Mariborom in Ptujem. Za začetek sta nekoliko obnovila staro hišo, leta 2013 pa sta na 400 metrov visokem griču zgradila nov stanovanjski objekt. Kaj pa je vplivalo na obliko vaših hiš oziroma tudi ostalih objektov na parceli? Recimo, zakaj se niste odločili za kubusno obliko z ravno streho? Zavedam se, da sem na obrobju Slovenskih Goric. Malo naprej se haloze začne, se pravi, da s to ravno streho to nimaš kaj iskati. Tudi urbanistični pogoji so narekovali, rečemo, ta podolgovat pravokotnik s termostreho dvokapno. Talni ogrevalni sistem poleti prevzame funkcijo hlajenja. Takrat v tleh vzdržujejo temperaturo 22 stopinj Celzija. Klimatskih naprav ne potrebujejo, saj za hladen in svež zrak poskrbi kontrolirano prezračevanje z rekuperacijo. Kdaj ste se odločili za fotovoltaiko oziroma mogoče, če majčkeno poveste, kakšne so vaše izkušnje z njo? Odločitev za fotovoltaiko, ta je zorela že leta, odkar je pač ta fotovoltaika prišla na sceno, kot bi temu rekli. Vedel sem, da bomo to delali, da bom to postavljal. Smo pač postavili samo tiste nujne vode, da ne bomo strehe razkrivali takrat, ko bomo to delali. Čakali smo na pravi moment, da bo to zrelo in to se je potem lani tudi v Sloveniji sprostilo, ko je prišlo do te sheme tako imenovane samooskrbne elektrarne, če po domače povem. Če pogledaš iz pravega zornega kota, jaz pravim, da je ta investicija zastonj. Tistih 10 000 ne smeš gledati kot investicija, ampak si vzami posebej čisto ločen kredit, da boš to plačeval. Ker ali boš plačeval vsak mesec, 100 evrov štroma, ali pa boš plačeval 20 evrov pa 80 evrov tja, pa si na istem. Subvencija, ki jo dobiš od države, ti pa ravno obresti pokrije. Gospod Kumer, zakaj graditi lastno sončno elektrarno in na ta način postati energetsko neodvisen? Investitorji se odločajo za lastno sončno elektrarno z razloga postati torej energetsko samooskrben, hkrati seveda tudi na nek način neodvisen od gibanja cen električne energije na trgu, ki lahko omenim na tem mestu, da so se v zadnjih 10 letih cene dvigovale povprečno 4% za končnega uporabnika, kar pomeni, da seveda tudi v prihodnje pričakovati ta trend rasti cene električne energije in z sončno elektrarno torej ta dvig cene električne energije eliminiramo oziroma ga izničimo. Naredili smo tudi izračun in sicer upoštevali smo vse stroške, ki jih sončna elektrarna v 25 letih prinese za seboj in na drugi strani vso energijo, ki ta elektrarna v tem obdobju proizvede, in izračunali, da je cena električne energije v 25 letih za končnega uporabnika celo do 2,5-krat cenejša, kot pa jo danes plačujejo gospodinjstva, vkolikor seveda morajo kupovati električno energijo iz električnega omrežja. Kako veliko površino pa potrebujemo recimo za lastno sončno elektrarno? Za 1 kW sončne elektrarne potrebujemo na strehi površino minimalno 6 kvadratnih metrov, kar bi pomenilo ob velikosti elektrarne 10 kW, naprimer,
da potrebujemo na strehi torej vsaj 60 kvadratov površine. So za investitorje na voljo kakšne subvencije? Da, ekosklad za gospodinjske odjemalce, torej za investitorje, ki se odločajo sončno elektrarno namestiti na svojo stanovanjsko ali eno ali dvostanovanjsko hišo, na voljo torej nepovratna sredstva v višini 180 € po inštaliranem kilovatu, kar pomeni za elektrarno velikosti 10 kW prejme investitor 1800 € nepovratne vzpodbude. Tako da sam postopek kot tak ni zapleten, ves ta postopek speljemo seveda sami in za investitorje potrebujemo zgolj pooblastilo, tako da jim olajšamo vso to delo. Je za gradnjo lastne sončne elektrarne potrebno gradbeno dovoljenje oziroma kakšne druge vrste soglasje? Torej samo gradbeno dovoljenje za postavitev sončne elektrarne, vkolikor se le-ta postavlja na streho objekta ali na streho recimo nadstreška, ni potrebno, saj se uvršča postavitev lastne sončne elektrarne med investicijsko vzdrževalna dela, je pa potrebno pridobiti pri pristojnem elektrodistributerju soglasje za priključitev takšne naprave. Na kaj pa mora biti recimo pozorni investitorji, ko se odločajo za ta korak? Investicija v sončno elektrarno je naložba za naslednjih 25-30 let. Torej, glede na to, da traja sam postopek izgradnje sončne elektrarne med 60 in 90 dnevi, priporočamo investitorjem v sončno elektrarno, da si na tej poti zagotovijo oziroma izberejo ponudnika, ki bo jim, bom rekel, stal ob strani, jih suportiral in seveda vgrajeval opremo, ki ima ustrezne certifikate. Bliža se poletni čas, to je ponavadi takrat, ko nas lahko tudi preseneti kakšna nevihta. Lahko toča, na primer, poškoduje sončno elektrarno. Torej, moduli so testirani na premer kroglice 2,5 cm, torej velikost nekje oreha, in z hitrostjo 155 km/h se izstreli ta kroglica v sam modul in te seveda mora modul prestati. Tako da je strah pred poškodbami zaradi toče v bistvu odveč. Naj ponazorim, da smo v letu 2016, ko je v Mariboru in okolici padala zelo velika toča in so bila poškodovana številna vozila, dejansko nismo zasledili nobene škode na samih sončnih elektrarnah. Sprehodimo se še po notranjosti. Zakonca Kager sta razmišljala, da bosta v zrelih letih potrebovala zgolj pritličje. Ker je hiša zasnovana z dvokapno streho, se je v podstrehi samodejno ponudil prostor za mansardo. V njej so nastali galerija, kopalnica in privlačni sobi za goste ter vnuke. V pritličju pa so nanizani tisti prostori, ki jih človek potrebuje za vsakodnevno bivanje. Po pomladanskem čiščenju se brez dodajanja sredstev za vzdrževanje vode v biološkem bazenu vzpostavi naravni krogotok. Tako voda kmalu postane vabljiva za kopanje in poletno osvežitev. Imate pa kar nekaj živali tudi, ne? To pa je posebej zgodba, ja. Žena je za Abrahama dobila od prijateljic 2 kozi. Potem se je zgodil ta grajenščak, ker smo prišli do prvega hleva, se je to vsem preselilo. Sin je iz Kongote, iz Svečine, pripeljal mladega konja, žrebca, ko je včeraj slišala, da bo šel v klobase, ne, to pa ne, in tako sem prišel do konja. Ker pa konj ne more biti sam, smo še enega zraven dali, ne. Konjema in kozama se je pridružil kozliček, ki je urno poskrbel za podmladek. Življenje lastnikoma popestrijo tudi mačke in 2 psa. Bazen pa je v vrt privabil tudi glasne regice. Tako da večeri tam do 10. ure so prav pestri. Živahni, ja. Pol pa so kar kulturne, pa lepo se umirijo pa zaspijo. V nadaljevanju si bomo ogledali stanovanji v starem mestnem jedru. Prvo v Novem mestu, drugo v Ljubljani.
Leto 2018 je Evropsko leto kulturne dediščine. V sodelovanju z Združenjem zgodovinskih mest Slovenije vam bomo letos predstavili kar nekaj primerov dobre prakse obnove objektov in stanovanj v starih mestnih jedrih. Pokrovitelj je Ministrstvo za kulturo. Prenovljene staromeščanske stavbe v mestnih jedrih so že na prvi pogled zelo navdihujoče, vendar pa imajo velikokrat podstrešja, ki so prazna, predvsem pa neizkoriščena. Domišljen primer, kako podstrehi zopet vdahniti nazaj življenje, smo našli v mestu ob Krki. Gospa Dev, kakšen pomen imajo za mesta njihovi osrednji trgi in pa zgradbe okrog trgov? V nekem obdobju so bila stara mestna jedra zelo zapostavljena, tako da so stanovanja bila prazna, podstrehe so bile prazne. Zdaj pa, ko ugotavljamo, da nam tudi za kulturo bivanja patina, spomin na dediščino zelo veliko pomeni, so se ta mestna jedra pričela oživljati. Kajti dediščino mi lahko varujemo samo, če je živa, če v njej živimo. Zdaj mi se nahajamo v posrečnem stanovanju stavbe, ki robi Lijakas trg v Novem mestu, ki je nastal v srednjem veku. Glavna izpostavljena fasada je oblikovana v biedermajerskem slogu, to je slogu nekje med klasicizmom in romantiko, prenovljena je bila leta 1861. Dvorišni del, ta okluk, je bil pa v bistvu, vanj je bilo pa vloženo manj stavbne pozornosti, manj arhitekturne pozornosti, ker je bil to v bistvu sekundarni prostor namenjen za izvajanje delavniške obrti, za spanje pomočnikov, vajencev, ki so takrat delovali. Namreč vse hiše na mestnem trgu so bile takrat organizirane tako, da so v pritličjih bile ali trgovine, ali gostilne, ali pa obrtne delavnice, kjer so delali in prodajali razne izdelke. V tej stavbi je bila nazadnje krojaška delavnica in mislim, da zelo velikim številom mojstrov, tam nekje čez 20, jih je ta delavnica štela. Veliko teh staromeščanskih stavb pa ima tudi podstrehe, ki so primerne za renovacijo v novo, recimo stanovanje. V kolikšni meri pa lahko posegamo v te stavbe, ki so pod spomeniškim varstvom? Zaželeno je, da se pač ohrani podoba strehe kot pete fasade, čeprav je mogoče z ulice ali trga ta peta fasada nevidna. To pomeni, da se ohranijo strešine v naklonu, da ne spreminjamo naklonov, da slučajno streh ne izravnamo s kakšno ravno streho in da v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine tudi vnesemo odprtine. Zaželjeno je, da se te odprtine po strehi, po strešni ploskvi razporedijo tako, da padajo v razmerja ostalih fasadnih odprtin na fasadah, ali je to dvoriščna ali čelna fasada. In ravno ta zanimivost strešnih konstrukcij je v Sloveniji že tam v sredini prejšnjega stoletja pritegnila predvsem umetnike, slikarje, kiparje, arhitekte, ki so si želeli na podstrehah ustvariti drugačne ambiente, čisto individualne in po svojem okusu, na nek način tudi čarobne. Arhitekt se je zavedal, da bo pozicija stopnišča definirala strukturo in razporeditev stanovanja. Zato ga je umestil tako, da se do stopnic pride skozi prvi prostor ob ganku. Gank v spodnjem nivoju stanovanja je tako ostal izčiščen. Z njega stanovalci dostopajo v prostorno spalnico, otroško sobo, kopalnico in stranišče. Jekleno stopnišče s steklenimi polnili v pritličju deluje nevpadljivo, v zgornjem nadstropju pa zaživi v zelo dinamični vlogi. Jaz sem nekako predlagal, da v bistvu stopnišče prereže tisti tehnični del, ki je kuhinja z manjšim WC-jem v nadstropju proti onemu delu, kjer je jedilnica, se pravi, kjer so zdaj in dnevni del, se pravi, da je on v bistvu tudi pomensko ločuje malo, tako bi rekel, čist del stanovanja proti, se pravi, kuhinji oziroma utilitiju. Ste med prenovo recimo naleteli na kakšne težave? Mogoče bi edini problem res pri tej prenovi ta, da sta bile dve dejstvi, zelo visoko nadstropje in zelo nizka mansarda. Se pravi, tukaj prvi problem je bil potem število stopnic za premostitev te razlike. Drugo je bilo pa to, da je bil ta mansardni del že prenovljen z novo konstrukcijo, preden sem se jaz lotil prenove
interjerja in je bila višina do obstoječih kovinskih tramov, ne vem, 2,15 m, mislim. Zato smo se tudi odločili, da bodo potem prostori nekateri poglobljeni, se pravi, mansarden del ima del dnevnega prostora spuščen, pa del kuhinjskega dela, se pravi, da v bistvu smo iz tega probali narediti še v določenih delih maksimalno višino in potem ta prostor tudi dobi mogoče eno dodatno dinamiko, ker ni povsem raven. Gospa Vlašič, kateri je vaš najzgodnejši spomin, ki je vezan na to hišo in na ta trg? Moj najzgodnejši spomin je naša babuška. Babuška ji rečemo zato, ker je prišla iz daljne Rusije za svojo veliko ljubeznijo, mojim pradedkom Lojzetom, sem v Novo mesto. In jaz se spomnim v bistvu enega trenutka, ko smo bili pri njenem obisku, taka nežna rumena svetloba je bila v njenem stanovanju. Tudi ona je bila taka nežna gospa in to je tak zelo topel spomin. Kako to, da ste se recimo kot mlada družina raje odločili, da prenovite staro podstrešje, kot pa da recimo kupite neko novo stanovanje na obrobju mesta? Tu je ena taka čustvena odločitev bila. To je družinska hiša, ki je pač naša že okrog 100 let. Ko imaš še enkrat tukaj stare starše, prastare starše, ko imaš očeta in teto, ki sta v tej hiši dejansko rojena, ti ni vseeno in je ne moreš kar tako dati. Tako da tu jaz mislim, da v bistvu, ali pa razum ni imel veliko s to odločitvijo, ampak da je bila čisto taka, čustvena, srčna. Peter je prišel sem, ko je bilo to podstrešje videti tako res čist drugačno. Bilo je temno, ni bilo nobenega okna, bilo je prašno, bilo je ogromno enega materijala. Mislim, da smo okrog 15 kontejnerjev odpeljali vsega skupaj ven. In potem je bila to ena taka metamorfoza, ki je trajala kar nekaj časa. Recimo tale zgoren del ima precej nizke stropove, zaradi česa smo se naknadno odločili. On je v bistvu predlagal, da poglobimo dnevno sobo pa kuhinjo in na ta način v bistvu povečamo stojno višino. Zdaj rečemo temu bazen. Meni so te stopničke zelo pri srcu tudi zato, ker kadar pridejo obiski, se večinoma, tudi vi se niste, ne usedejo na stol ali pa na kavč, ampak se usedejo na te stopničke. Recimo špice so tukaj takšne, da ne moreš zraven, tako da je Peter predlagal, da jih zapremo z omarami, ki so v bistvu ogromne. Tukaj, kjer se zdaj nahaja terasa, je bila prej samo ena taka dolgočasna streha. Sred mesta je fino, če lahko pač ne samo odpreš okno, ampak stopiš ven in preživiš del dneva zunaj. Tako da sva bila zelo vesela, v bistvu, da imamo zdaj pohodno teraso, kjer se tudi veliko zadržujemo v toplejših dneh. Morda še to, hiša v bistvu stoji med glavnim trgom, Čitalniško ulico in pa Sokolsko ulico, zraven Narodnega doma, prvega Narodnega doma na slovenskih tleh. In je v bistvu to eno tako zgodovinsko pomembno področje za nas Slovence. In na Čitalniški ulici smo, takrat, ko je bilo Novo mesto prestolnica kulture, postavili tudi eno tako, ni freska, ampak je slika, ker je obešena na fasado, ki jo je naslikal Jože Marinč. Ponazarja pa ta slika zgodovino mesta, pa tudi zgodovino te hiše in v bistvu vse ljudi, ki so tukaj skozi desetletja in stoletja živeli. V stanovanju ob Tromostovju sta arhitekta združila moči z grafičnim oblikovalcem, kiparjem in kreativnim starinarjem. Nastala je zanimiva sinergija različnih slogov. Gospod Gašpar, kaj je bilo prej v teh prostorih? V teh prostorih je bilo desetletje nazaj veliko meščansko stanovanje, to so informacije, ki jih smo nekako pridobili od lastnika. Zadnjih 10, 15, mogoče nekaj let več so bili tukaj poslovni prostori. Zadnje 3 leta pa so prostori samevali, tudi lastnik se nekako je iskal neko strategijo, kaj narediti s temi sobami. Omenili ste sredi Ljubljane, v starem mestnem jedru, precej neugodna lokacija za sama gradbena dela. Že zaradi samega dostopa so še kakšne druge omejitve, težave, spomeniško varstvo?
Jaz mislim, da je vse to skupaj samo ustvarjanje dobre organizacije. Je nekoliko bolj zahtevno, predvsem zaradi logistike oziroma protokola, ki ga pač mesta ponavadi imajo. Kolikor sem jaz seznanjen, Mestna občina Ljubljana ima nek svoj protokol, ki načeloma izvajalcem seveda ne ustreza v tej meri, kot bi si želeli, ampak kolikor imam izkušnje tudi z drugimi projekti, so na koncu vsi projekti bili v zvezi s tem dobro izpeljani. Stvar je pač dogovora, v katerem delu dneva se lahko dela, kdaj zjutraj ali popoldan možni dostop in odvozi materijala. In seveda to zahteva tudi od izvajalca, bi rekel, bolj dodelan urnik, več discipline, kar je v končni fazi tudi zelo dobro. Tudi vsak dan najema tega zunanjega prostora stane in pač se mi zdi, da ta disciplina in ta logistika mora biti resnično dodelana. Stanovanje, ki je namenjeno bivanju za krajši čas, mora biti polnejše in v primerjavi s stanovanji, v katerih živimo, kar se da pripovedno, pravita arhitekta. Prav zato, ker sta želela ustvariti bogato izkušnjo prostora, sta ob sebi zbrala pisano druščino ustvarjalcev, ki je pomagala soustvariti končni vtis. Jaz bi rekla, da meni je ta izkušnja bila zelo lepa, zato ker sem se čutila tako nekako zaščitena v tem skupnem sodelovanju, ker pač nisem jadrala sama čez odločitve, ampak sem imela eno zelo dobro oporo v Gašperju. Že tudi to, ko delaš s kolegom, pa razne stvari lahko se pogovoriš, pa si zamenjaš mnenja, si zbistriš misli, dobiš komentar. Se mi zdi, da je to ena zelo lepih in pa tudi pomembnih izkušenj, ki lahko prispeva k temu, da pride stvar še bolj kvalitetna ven. Tako da to povabilo Gašperja me je zelo razveselilo. No? In pa sva pomislila, kako bi to pač še nadgradila, da bi ta način še razširila, in sva povabila k sodelovanju tudi še Trash Design s Katjo Kržan, pa tudi Markota Miladinoviča z njegovimi plakati. Poleg naštetih sta k sodelovanju povabila tudi svojega prijatelja Farzada, ki ima v Ljubljani trgovino s perzijskimi preprogami in je pri nas največji specialist za njihovo restavriranje. Sodelovala sta tudi z ljubljanskimi in tržaškimi starinarji, tudi s takšnimi, ki starino predelajo s slikarskim dotikom in jih tako spremenijo v umetniško delo. Arhitekta sta se prenove tega stanovanja lotila nekoliko drugače, ne klasično. V njem sta želela ustvariti posebno atmosfero, magično vzdušje, ki ga bodo vsi tisti, ki bodo v njem bivali, še dolgo nosili v spominu. Zanimalo nas je, okrog katerih ključnih elementov sta zgradila svojo zgodbo. Zelo pomemben se jima je zdel element vode, ki ponazarja reko Ljubljanico. To sta dosegla z mogočnimi žametnimi zavesami, ki umirjeno valujejo, ter seveda z unikatnim stropom Mateja Andraža Vogrinčiča. Potem so tu še meščanstvo, razkošje, svetovljanskost in knjige. Vse to se kaže v bogati perzijski preprogi, baročnih lestencih, ekscentrični tapeti v spalnici in navideznih knjižnih policah v dnevnem prostoru. Na njih v resnici niso prave knjige, temveč nekakšne sodobne štukature, ki za iluzijo bogate knjižnice skrivajo še eno dvojno ležišče. Zadnji pomemben element pa je svetloba, ki je v pravih meščanskih domovih v izobilju. Tudi tukaj so okna velika, še dodatno pa svetlobo lovijo razkošna baročna ogledala. Je pa še nekaj, meni se zdi zelo pomembno, da naročnik zaupa svojim arhitektom, zaradi tega, ker to je tako kot pri šahu. Arhitekt ne bi videl neki potez vnaprej, ker se s prostorom ukvarja in je tudi bolj kultiviran v tem smislu, medtem ko naročnik ni nujno, da vidi dve potezi naprej. In v tem smislu je fajn, če se naročnik prepusti zaupanju. Jaz včasih to primerjam tako, kot če greš k zdravniku. Zdravnik ti ne bo pustil, da se sam operiraš, če je dober zdravnik. In tudi arhitekt ima to etiko, da naj bi te vodil k čim boljši rešitvi na dolgi rok, da se bo pač naročnik seveda dobro počutil v tem prostoru še dosti let ali pa obdobij. Ja, me zelo veseli, da sta to kirurško šahovsko partijo dobila.
Še več stanovanj, hiš in vrtov si lahko ogledate na naši spletni strani www.tvambienti.si. Hvala lepa za vašo pozornost, imejte se lepo, uživajte in vidimo se spet prihodnji teden, ko si bomo ogledali prenovljeno dvovišinsko stanovanje in hišo na ekstremno ozki parceli ob slepem zidu vrstnih hiš.